pridemo do malega odra, tistega, ki je tudi malce manj izpostavljen. Kaj bo se dogajalo v prihodnjih dneh na njem? Se dogaja vsak dan med 12 do večerne ure. Pojmo pogledati. Tle je že pripravljeno za dve še ni, ljudstva, čez kakšno uro začnemo s programom, tukaj bomo imeli angele, smo pač v raju, angeli bodo ljudi dišavali, milili, kar bojo pač želeli, tam dol imamo v tistem šotoru možnost vdihavanja nebeškega zraka. Tam nas še postavljajo zadnje, moraš izpredenati vzajemna nalepke, ker ti sponzorji vedno bolj želijo se izpostaviti z neko dejavnostjo na terenu in se odločijo za nekaj. Ni več dovolj včas, da je bil logotip, sem pa kaj, več smisla ima, če tle nekaj počne. A sponzorjev je z leti več ali manj? Z leti jih je več, ampak bolj stiskajo. Zadnje, od leta 2008 je manj, se količinsko, mislim, finančno se malo spušča, jih je pa več. Tle vidim, da sem po noco eni malo tle dolgo stal, pa... Torej niste le oče rokotoca, se tudi glavna Snežilka? Vse, ne, mislim, zdaj izmeri manj, ampak včasih smo tudi smeti na koncu pobirali, ampak če vidiš, da nekaj ne štima, pa greš mimo, zakaj ne bi pospravil. Zdaj včasih, oziroma najprej na začetku je bilo rečeno za manjše vrste festivala, trajajo en dan, prerastel je zdaj v 5 dni celo. Kako vam je uspelo in kako nadgrajevati to? Ja, ni enostavno, predvsem 16 let vzdrževati zanimanje za karkoli. Tudi v zakonu po začetni vnemi je treba že kakšno vrtnico zjutraj kam prinesti, tudi gostilničar po 7 letih zamenjal vse skupaj. Pa vsako leto moramo nekaj pogruntati, da se nekaj zgodi, kar je nekaj novega, da imajo nekaj od tega. Letos je bila recimo to tudi rock opera z vtisi od včeraj in predvčeraj. Ja, to je en res presežek. Ni kult le bil, pa prav tam se itak nekaj po blatu valajo, pač naj si mislili, kar si mislili, ampak tlele smo nekaj, kar to je za Cankarjev dom. Lani dostopno tle imamo infotočko, ob enem pa tudi vzajemno vdihavanje rajskega zraka. Kaj je to rajski zrak? Mogoče malo več o tem? Več kisika, kisik. Tle smo malo na višini, nebesa so gor, niso dol. Tako lepo. Pa tlele od zad se lepo lepšega se tlele naslon in čez tele lepe punce, kar ko gledati ob enem pa vdihavati kisik. Je kaj lepšega? Je, ampak to je pa res lepo. Tele imamo mali oder, kjer bojo danes popoldne in vse dni nastopali razni stand-up komiki. Med njimi recimo soboto Jona Žnidaršič pa Jure Godler, in pa Improleptika, Impro gledališče, ki je že 12. leto tukaj in tu je zadeva, ki si jo pa tudi jaz želim vsako leto udeležiti, doživeti in biti srečen in nasmejan od tega. Naslednja stvar, zaradi katere pa številni pridejo, so pa nastopajoči. Letos je večina, oziroma več jih je iz tujih držav. Koga imamo pravzaprav? Ja, tele so vsi napisani od srede naprej, ki smo imeli Človeka z bombami, pa All Star, Big Band Krško. Danes bodo recimo Manuš, Movic, Skladno pivo, Gogol bo delo, Up and Down, Sanko pivo, Dandelion, Šindren, petek. Zdaj vseh ne bom našteval, ampak tle so napisani. Ampak če pogledamo, ena polovica je glavnega odra, pa imamo pa še eno polovico, ki so še bolj na tesno napisani, je pa vseh ostalih dejavnosti tukaj, ki je tudi precej. Zdaj pa koliko izmed teh izvajalcev je na vašem MP3 playerju? Kaj to bo ben MP3? Jaz sem starejša generacija. Na kasetah koliko se jih zavrtite? Te kasete za v avto, ki imam. Kreslin? Gotovo. Leto sem odkril te Movic, Tu nisem poznal, ampak oni so bili 7-krat na Glastonburyju in če so si jih oni 7-krat zaželeli, pomeni, da so tudi zaradi Rokotočec zelo zaželen gost in recimo kar njih poslušal. Pa sem tak, zaprisežen rocker, pa mi je to všeč, tak hip-hop swing. Zanimivo, za soboto ste pripravili eno balkansko mešanco za vse stare ljubitelje roka. Ja, če pogledamo, imamo iz vseh bivših držav po enega, razen Črne Gore, pač ravno bo šel na Eurovizijo, pa ne moramo se mešati s to velecenjeno prireditvijo. V soboto imamo Kiril Džajkovski iz Makedonije, Bajaga Srbije,
Kreslin, pa ki je bil leta 76 že prvič le s horizonti, se bo po 36 letih spet vrnil in se je že veliko umestno. Franci vsi govorijo o nekem šotoru na Rokotocu, kaj je to? Ja, tu je pa po glavnih bendih, smo pa po noč tele, do 5-6 zjutraj, zdaj le dopoldne se ljudje počas zbirajo, počas vstajajo, je pa tlele tako, kot treba po noč. Imamo muziko, razni rock hiti vseh časov in tle je res lepo. No, Ljudje so po mizah, po stolih, ne stolovnih. Včasih pa lahko vidimo, da jih je tudi več pod šotori, kot pa Tu je pa res, ne? spodaj. Tu je pa tudi res, da zna biti pred odrom precej malo ljudi in jih je precej več tlele. Kako izvati tam naprej? Kar kjerga, ne? Nekatere potegne muzika, nekateri itak tle slišijo, ne? Prav, kaj bom stal, bom tle sedel, popil. Tudi, zdaj, prav vlečemo jih ne. Pozabili smo danes omeniti še Reko Krko. Ja. Kakšno vlogo pa ona odigra pri vsem tem? Že več, kamer pridemo reči, to je pa res lepo, ne? Tle pa je tudi spet res lepo, ne? Zdaj se tle mačkem kopajo, tle se punci že malo sončijo ob tej zgodnji uri, vidim, da je že za senco, kaj bo še lepo ali popoldne. Tle, bi kar šel, ne? Tle.